Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. Danes v studiu gostimo Anjo Istenič, ki je po krajšem premoru letos spet izdala singel Poletne noči. Anja, lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Želim poletne noči, kot je ta. Torej, nov singel. Je tako. Moram priznati, da tudi meni refren kar ne gre ven iz glave in res je zelo poslušna pesem, tako da čestitke z moje strani. Hvala. Me pa zanima, Anja, koliko časa je nastajal ta singel? Pravzaprav ta singel je nastal kar hitro in toliko obdobju, ko smo mogli biti doma. Jaz sem Dareta Kavriča iz Idrije, in tako sem poznan. Malo hecala, dej, a bi mi naredil en komad. Pa nikoli ni pač rekel, dej, ajde, naredva ti, a ne? Ampak pa sem pa še enkrat probala pa rekel, ok, ti bom jaz naredil, zdaj je cajt za ustvarjati in dejansko je nastal res zelo hitro. Torej, Dare Kavrič je torej napisal aranžma, ne? In tudi besedilo, predvidevam. Ja, Dare Kavrič je napisal glasbo, pa tudi besedilo skupaj v sodelovanju z Igorjem Pirkovičem. Aha, in kot sem opazila v opisu na YouTubu, sta sodelovala tudi Jan Baruca in pa Mitja Bobič, je pripravil back vokale. Ja, Mitja je pripravil back vokale, Jan Baruca pa je, pravzaprav sem pri njemu v studiu snemala, sta skupaj z Daretom naredila aranžma. Tako, in pri tej pesmi je zraven tudi videospot, ki je zelo vesele narave in te kar potegne ven. In na začetku lahko vidimo torej neka poročila na temo pandemije. Kje je ideja, kako je to nastalo? Pravzaprav producent, oziroma tale, ki je snimal videospot, Lenart Kobal, je rekel, veš kaj, če že vse v tali pač pandemija in tole, dajmo narediti malo bolj prijazno, pravzaprav, da se bo razumelo, kaj se dogaja v videospotu samem. Jaz nisem bila najprej lih za tale začetek, stale pač novice in to, ampak je rekel, lej, poslušaj me, jaz vem, kva delam in dajmo to speljati. Tako da ja, so novice spredaj, da se ve, da se dejansko širi v videospotu neka pozitiva, da se okužimo z neko srečo in veseljem. In to je seveda videti tudi na videospotu, kjer pa lahko vidimo tudi nekatere nam lokalno znane obraze, plesalce in plesalke. To so tvoji prijatelji, kako ste Ja, prišli? tako, prosila sem Ano Trček, tle iz Idrije, ki tudi vsi poznajo kot plesalka, res dobra plesalka. Pa moja prijateljica, tudi iz tega okolja. Pravzaprav se večinoma vsi poznamo med sabo, Ana mi je tudi pomagala zbrati tega breakdancerja, kaj je. Tako, da smo bili poznana ekipa. Tako, in kraj dogajanja je v Ajdovščini. Mogoče nekaj o tem, zakaj prav Ajdovščina in zakaj ne Idrija? Pravzaprav za Ajdovščino sem se odločila, ker se mi je zdel tako res poleten. Ne vem, tle Idrija se mi zdi, nima tistih drevesc, kot na morju. Ajdovščina je bolj približek, Sem hotela morja, ampak je rekel Lenart, tale, ki je snimal videospot, da ne morja, zato ker je hotel narediti malo drugače, kot vsi ostali videospoti poletni. Pač kaj tak sem morje, skozi noter kopalkice, plaže. In sem rekel, ok, pa pojdemo v Ajdovščino. In Ajdovščina je bila cela zadimljena v času snemanja, mogoče beseda o tem? Ja, res je. Pravzaprav v videospotu smo uporabljali tiste dimne palčke, ko so. In ja, že prvi kiks je bil tole. Ko smo prišli na snemanje, je bila rumena palčka, odpremo, bel dim. Rdeča palčka, odpremo, bel dim. Ja. Smo si zaželeli imeti barve noter v videospotu, ker nekako smo hoteli tu prikazati pač širjenje veselja, pozitive, itak barve, poživi vse skupaj. In ja, nažalost so bile vse palčke bele, bel dim, In ja, tisto je res zadimilo celotno Ajdovščino, vse v dimu bilo. In smo rekli, pojdimo rajš do policije po dovoljenje, da ne bo kakršnega koli problema, kakšne pritožbe od teh, ki živijo v Ajdovščini, ker je bilo grozno. In so rekli policaji, da če se gre za snemanje videospota, da lahko posnamemo sem, pač ne se držimo nekega kraja, tak, da ni lih pred hiši. Sem pa
Tvoje prejšnje pesmi so bile v hrvaškem jeziku. In moram priznati, da ko sem videla, da prihaja nova pesem, sem tudi zato pričakovala, da bo v hrvaškem jeziku. In me je prijetno presenetilo, da ni. Zakaj odločitev, da ni? Pravzaprav nisi bila edina, ki te je presenetila. Na Facebooku sem prav naredila eno tako anketo, oziroma vprašala sem jih, kaj pričakujejo, oziroma v katerem jeziku bo moj nov komad, slovenščini, hrvaščini ali angleščini. No? In moram reči, da dejansko je zmagala hrvaščina. Verjetno so predvidevali, 2 sta bila hrvaška, bo še eden hrvaški. Ne? Ampak pravzaprav sem se odločila, da ne. Jaz sem Slovenka, podpiram slovensko glasbo in dosti je bilo zaenkrat 2 hrvaške komade zapored. Sem rekla, dajmo eno slovensko, lepo, tako poletno narediti. No? Sej ne rečem, da ne bo še kiš na hrvaško prišla, ker hrvaški jezik mi je res lep, speven in ga z veseljem pojem, ampak tudi slovenščina je pač zelo lep. Tvoj jezik, na moj jezik. Me pa zanima, v zadnjem času, v zadnjih letih veliko mladih glasbenikov prodira na hrvaški trg. V zadnjih letih denimo Ines Erbus, Luka Basi in konec koncev si tudi ti ena izmed tistih. In zanima me, zakaj prav hrvaški trg? Je mogoče zato, ker je toliko večji, ponuja toliko različnih okusov? Zakaj prav hrvaški trg? Pravzaprav pač Hrvaška je tle blizu, ne? Je odprta, ljudje so odprti za sodelovanje in vse. In pravzaprav je čisto naneseno. Na Facebooku so me zasledili, pač, kam je naredil, Marko Tomasovič. Me je zasledil, pa je pač rekel, če sem za kakšno sodelovanje. In jaz sem pač sprejela, zato ker se mi zdi, da je fajn, da se ne držiš samega, Se pravi, da razširiš malo tudi. Pač druham se, jaz sem se na Hrvaško. Tako. In koliko imaš pa lastnih pesmi že do sedaj izdanih? Ta je zdaj bila ta 8. 8 že? Ja. Dobro, potem si na dobri poti. In v enem videospotu lahko od tebe vidimo, da se poročiš. To je videospot Srce znak, kde je moje mesto. Ja. Povej nam, kaj je v tej poroki. Je bilo to pristno, je bila to prava ljubezen, je priskočila kakšna iskrica? Zakaj ravno poroka? Pravzaprav tale pesem je pač bila taka narejena prav za poroke. Ni preskočila nobena iskrica. Je pa bilo zelo lepo, je tudi tisto poročno obleko, res jaz sem si zmeraj želela. In upam, da daj tudi pač doživim to leto pravo, poroko. Drugače pa tam, ko sem se poročila, se pravi v Štanjelu, ko sem snemala videospot, sem mislim, da sem res pač prava nevestica, vsi so me fotografirali, čestitali in vse. Ampak bilo je res nekaj posebnega, kot da bi bila res ta prava. In res poseben je tudi celoten videospot. Si pa z glasbo rasla že od malih nog in kolikor te poznam, je violina tista, ki je najprej zagodla v tvojem srcu. Kaj je privedlo do tega, da je sedaj vokal s tistim, ki prodiraš na trg? Pravzaprav jaz sem celo osnovno šolo pač obiskovala glasbeno šolo za violino. Pa, ko sem končala, itak sem v osnovni šoli skozi mogla, sem bila pri zborčku in pač je tale zborovodkinja skozi hotela, da jaz neki solo pojem in vse in sem ugotovila, da dejansko mi je to res všeč. Tudi skozi kakšne pohvale in vse in se ti fajn zdi, imaš neko podporo in ne vem, sem prišla na idejo, da bom jaz pevka. In sem začela pač delati na prvem komadu in sem posnela prvi komad. In dajmo še enega in zdaj jih je 8. In sredi tega si se podala tudi na izobraževanje k Darji Švajger, če prav vem. Ja, pravzaprav pri Darji sem bila samo 3-krat. To sem šla pa sem zaradi tega, ker sem tle v Idriji smo imeli, ne vem točno, kjer let, smo imeli oddajo Prizma optimizma, RTV Slovenija, Big Band. So me povabili, da sem zapela skupaj za neko Horvat. In tam sem zapela tudi pesem od Darje Švajger, Prisluhni mi, tista pač, ki je tudi zastopala na Euroviziji. In sem rekla, neč najbolj, da se jaz na njo obrnem, da bo naredila res kvalitetno in dobro, da bom zapela tako, kot je treba. In zato sem tudi šla k njej na tele ure. Tako in bilo je, kako je bilo?
Moram reči, da je super. No? Navdušena. Ja. No, in videli smo te tudi letos igrati, oziroma v prejšnjem letu igrati z glasbeno zasedbo, prav tako lokalnih instrumentalistov. Videli smo te za novo leto, na pustovanju, na prfarskih dnevih. Je to tvoja tista res zasedba, s katero sodelujete bolj redno, ali je to samo bolj priložnostno? Pravzaprav te je prišlo čisto priložnostno. No? Za novo leto sem tako pač vprašal si me, če bi prišla zraven za pet kišen komad, back vokale in to. In tako, pač zakaj pa ne, sej, dajmo se skupaj spraviti, pa kaj naredite, ne? In pa je prišel še en koncert, se prav zapusta. Tako da smo se bolj priložnostno skupaj zbrali. Jaz pa upam, da bomo še sodelovali, zato ker je bila res prijetna ekipa, da se da sodelovati z njimi. No. In ko smo ravno pri sodelovanju, v ozadju Džanija Rijovca smo te lahko zasledili kot violinistko. Mogoče besedo o tem še sodelujete, kako je bilo cela izkušnja? Pravzaprav z Džanijem ne sodelujemo več, zdaj že po mojem 2 leti. Drugačno, nova izkušnja, fajn punce se tudi noter. Pač nekaj novega. Je bilo za eno krajše obdobje, ampak neka zgodbica, ki bo lepo zapisana noter v mojem spominčku, grem pa svoj pot naprej. Tako super in tako je pravilno. Mogoče pa še za vse glasbenike je ta epidemija, pravzaprav kar pandemija, povzročila kar nemalo težav. Se tudi ti soočaš z njimi, kako je zdaj, mogoče kakšen koncert manj, več, kako je zdaj? Ja, zdaj tako, se vidi, se pozna, ne? Je pa tako, da meni nekako tale obdobje, ker ni bilo nič dogajanja, prišlo prav. Da sem se malo sama s sabo pomenila, kaj si želim za naprej, a si še želim ustvarjati, pet, kaj bi, ali bi slovensko, ali bi hrvaško. In moram reči, da je eno obdobje pasalo, pač tale obdobje. Je pa tako, da zdaj pa bi bil že cajt za kakšen koncert, da se malo podružimo. Sploh pa rada bi zapela ta nov komad publiki, da vidim, kakšen bo odziv. Torej, v pogled v prihodnost, še malo dlje od prvega koncerta, kam te bo pot vodila? Imaš že začrtane cilje ali si bolj tiste sorte človek, da se raje prepusti toku? Jaz sem pravzaprav taka, ki se rada prepusti toku. Ne maram preveč delati kakšnih planov, zato ker itak so presenečenja v življenju. Pejt, svobodno, kamor te pelje pot. Tako, Anja, jaz ti želim veliko uspehov, veliko novih pesmi še naprej izdanih in pa da čim prej zapoješ pesem še v živo. Hvala, da si bila naša gostja. Vam, spoštovane gledalke in pa spoštovane gledalke, vabim vas, da si skupaj sedaj ogledamo ta video spot in pa hvala za vašo pozornost. V Sloveniji so razglasili epidemijo. Vsi vrtci, osnovne šole, srednje šole ter univerze in dijaški domovi bodo od ponedeljka dalje zaprti. Gre za nujen ukrep, je poudarila vlada. Vkolikor pri katerikoli osebi opazite smeh, dobro voljo in pozitivno energijo, kontaktirajte svojega osebnega zdravnika.